Kot je znano, je Fjodor Mihajlović pisal zelo hitro. Toda preden se je lotil dela, je pogosto mučno dolgo snoval roman in skušal iskati najboljšo pripovedno perspektivo, večkrat pa tudi zavrgel in uničil velik del besedila ter se vrnil na začetek. V tem vidim eno najpomembnejših potez dobrega pisatelja, da mu ne zadrhti roka, kadar je treba kaj v tekstu črtati in zavreči, tudi če gre za cela poglavja. Začel bom s tem, da mi je bilo komaj 17 let, ko sem stopil v službo. In glejte, skoraj bom imel že 30 let službenega udejstvovanja za seboj. No, ni kaj reči, ponosil sem dosti uniform, smovžatil sem se spametoval, spoznal dovolj ljudi, živel sem. Lahko rečem, da sem marsikaj doživel na svetu, tako da so me nekoč celo hoteli predlagati za odlikovanje s križcem. Vi mi morda ne verjamete, a res vam ne lažem. Pa kaj hočete, ljuba moja? Našli so se pri tem hudobni ljudje. Fjodor Mihajlović Dostojevski se je rodil v Moskvi 11. novembra 1821 kot eden izmed 8 otrok. Njegov oče, Mihajl Andrejevič Dostojevski, je bil zdravnik, mati Marija Fjodorovna pa je skrbela zlasti za izobrazbo njunih otrok. Dostojevski je osnovno izobrazbo prejel najprej od svoje matere, od leta 1833 pa sta skupaj z bratom Mihajlom obiskovala internate. Po smrti svoje matere je opravil sprejemni izpit za ugledno vojaško inženirsko-tehnično univerzo v Sankt Peterburgu, kjer je poleg tehničnih predmetov študiral tudi rusko in francosko literaturo. Čudovito zlato obdobje. Življenje se je prvič razkrivalo, skrivnostno in mamljivo, in tako sladko ga je bilo spoznavati. Takrat se je zdelo, da za vsakim grmom, za vsakim drevesom živi še nekdo za naju skrivnosten in neznan. Pravljični svet se je zlival z resničnim. Lažje je razumeti kot ne razumeti. Najbolj pomembno je zdaj to, da vem, da imam prav. Globoko v duši sem prepričan, da imam prav. Humanost, človekoljubje, vrniti človeka samemu sebi, obnoviti njegovo dostojanstvo. Na to pa lahko začnemo z delom. Pa saj to je jasno kot beli dan. Doma sem večinoma bral. Z zunanjimi vtisi sem hotel potlačiti tisto, kar je ves čas vrelo v meni. A od zunanjih vtisov sem imel na voljo le branje. In to branje je seveda precej pomagalo. Znemirjalo me je, pretresalo, mučilo. Tu in tam pa mi je začelo tudi strahotno presedati. Potreboval sem gibanje, zato sem se nepričakovano pogreznil v temen, podtalen, ogaben. Ne razvrat, ampak razvatek. Strasti, ki so me pregranjale, so bile jedke, razbeljene, zaradi moje večne bolezenske zdražljivosti. Napadi so bili prav histerični, s krči in solzami. Razen v knjige nisem imel kam pobegniti. Okrog mene ni bilo ničesar, kar bi lahko spoštoval in kamor bi me vleklo. Komaj 2 leti po materini smrti je zaradi možganske kapi izgubil še očeta. 1842 je Dostojevski zaključil študijem in leto zatem nastopil v službo vojaškega tehničnega risarja, a jo je kmalu opustil. Njegova pisateljska kariera se je začela 1844, ko se je ukvarjal s prevajanjem francoske proze. Prvo ohranjeno delo je njegov pisanski roman Bedni ljudje. V obdobju od pomladi 1846 do pomladi 1849 je objavil v reviji Domovinski zapiski niz manjših proznih del. Spomladi 1849 so šli tudi prvi deli romana Netočka Nezvanova, ki je ostalo nedokončano, saj so ga 23. aprila aretirali. Očitano mu je bilo, da se je udeleževal srečanj Petraševcev in da je tam prebral zloglasno prepovedano pismo Gogolju Delo Belinskega. Vsi obtoženi so bili obsojeni na smrtno kazen, Dostojevskemu se je odvzelo vse premoženjske pravice in so ga za 4 leta poslali na prisilno delo v delovno taborišče v Omsku. V zaporu je Dostojevski napisal pripoved Mali junak. Spomladi 1856 mu je bilo zopet dovoljeno objavljati literarna dela. 6. februarja 1857 se je poročil z Marijo Isajevo in 18. aprila istega leta
prijel nazaj svoje državljanske pravice. Leto zatem sta nastali noveli Stričkove sanje in Stepančikovo njegovi prebivalci. Sredi decembra 1859 mu je bilo dovoljeno, da se preseli nazaj v Sankt Peterburg. Po smrti Nikolaja I. se je politična scena spremenila. Natisnjena so bila njegova dela, napisnjena v izgnanstvu. Konec 1861 je šel nov mesečnik Čas, v katerem je bil po delih objavljen njegov roman Ponižani in razžaljeni. Objavljeno je bilo tudi celotno besedilo zapiskov iz mrtvega doma in nespodobna anekdota. Za kakšno dejanje sem se odločil, a se hkrati bojim takšnih malenkosti, je pomislil in se čudno nasmehnil. Da, vse v človekovih rokah in vse mu samo zaradi njegove bojazni uhaja iz rok. To je znana stvar. Rad bi le vedel, česa se ljudje najhuje boje. Novega koraka, nove lastne besede jih je najbolj strah. Sicer pa kar preveč govoričim, zato tudi nič ne storim, ker govoričim. Ne maraj tudi tako, zato govoričim, ker nič ne storim. Ne maraj tudi tako, zato govoričim, ker nič ne storim. Tega govoričenja sem se naučil zadnji mesec, ko sem po vse dni ležal v kotu in premišljeval o pravljici, o neuresničljivem. No, in čemu zdaj grem? Mar sem res sposoben tega? Mar mislim resno? Sploh ne. Samo tako fantaziram v to lažbo. Sanjarije. Da, gole sanjarije. Ob nezavednem gibu z roko je nenadoma začutil stisnjeni pesti kovanec za 20 kopejk. Odprl je pest, se zagledal kovanec, zamahnil z roko in ga vrgel v vodo. Potem se je obrnil in odšel domov. Zazdelo se mu je, kot da je v tem trenutku kakor škarjami sam odrezal od vseh in vsega. Vsa njegova teorija je nizkotnost. Človeštvo bo samo v sebi našlo moč, da bo živelo za vrlino, tudi če ne bo verovalo v nesmrtnost duše. Našlo jo bo v ljubezni do svobode, enakosti, bratstva. Aprila 1864 mu je umrla žena in kmalu za njo še njegov brat Mihajl. V tem času se je ukvarjal s svojim delom Zločin in kazen, ki je bil priljubljen tako pri bralcih kot pri kritikih. V letu 1866 je sočasno s pisanjem na tem velikem romanu pisal in izdal tudi roman Srečelov. 15. februarja 1867 se je drugič poročil z Ano Snitkovno. S pisanjem Idiota je pričel v Ženevi 1867, končal pa ga je 1869 v Firencah, ko je že začel z delom na romanu Besi. Slednjega je končal 1872. Takrat se je z družino vrnil v Sankt Peterburg. Nov, obsežnejši roman Mladenič je začel pisati proti koncu 1874, ko je zapustil urejanje tednika Državljan. V začetku leta 1876 je na svoje stroške začel izdajati revijo Dnevnik pisatelja. Svoj najobsežnejši roman Bratje Karamazovi je pisal od leta 1878 do 1880. Dostojevski je pri svojem literarnem ustvarjanju uporabil veliko umetniških slogov in je neprestano prestopal okvire literarnih šol, od katerih se učil. V zadnjih letih svojega življenja je bil zelo bolan, kar je 9. februarja 1881 privedlo do njegove smrti. Spominjajo na človeka, ki se je dolgo časa podrejal in marsikaj pretrpel, ki pa je nenadoma skočil po konci, da bi vsem pokazal vraga. A še bolje, na človeka, ki si strašansko želi, da bi vas udaril, a se strašansko boji, da boste vi udarili njega. Njegov opus je še toliko bolj dragocen, ker je bilo pisateljev estetov zmeraj več kot pisateljev z duhovnim sporočilom. Poleg tega se estetska merila s časoma spreminjajo, umetniški postopki se obrabljajo in spreminjajo v klišeje, duhovna vsebina pa ostane večna.